In prihajamo na drugo točko, vprašanje in pobude. Na zastavljeno vprašanje svetniške skupine NSi Antona Iskre bo odgovorila Katarina Vegelj, svetniške skupine Liste Dušana Papeža, Duška Papeža bo odgovoril Timotej Štritov in svetniške skupine Liste Mateja Slaparja, Miroslava Bidra bo odgovoril Tomaž Zabavnik. Besedo ima najprej v imenu svetniške skupine NSi Anton Iskra. Izvolite. Pozdravljeni. Glede na to, da občina Kamnik namerava prenoviti Park Evropa, ta predstavlja vhod v staro mestno jedro za tiste, ki v Kamnik prihajajo z vlakom, namreč iz Plečnikove železniške postaje Kamnik mesto. Predlagam, da v okviru te prepotrebne prenove občina uredi tudi dostop do parka. Oslednjo pešpot skozi park dostop do Plečnikove železniške postaje tako, da na tej trasi ne bo več arhitektonskih ovir za gibalno ovirane osebe oziroma za invalidske vozičke in skuterje, s čimer bo omogočen neoviran dostop do starega mestnega jedra skozi Park Evropa do Plečnikove železniške postaje in obratno. S takšno ureditvijo bi občina Kamnik naredila pomemben korak k še večji gibalni enakopravnosti v javnem urbanem prostoru mesta Kamnik. Kamnik pa je skrati mesto za bogato kulturno dediščino, kamor spada tudi industrijska dediščina. V Parku Evropa tako že vrsto let stoji velika preša, ki je nekdaj delovala v tovarni Titan. Preša je pobarvana živo modro in na njej je informativna tabla s kodo QR. Čeprav skozi park vodi pešpot, ki povezuje mesto s Plečnikovo železniško postajo in po kateri verjetno vsak dan hodi veliko ljudi, ki razstavljeno napravo vidijo vsaj oddaleč. Preša je namreč odmaknjena v kot zelenice in do nje vodi ozka stranska steza. Pa v Parku Evropa temu spomeniku kamniške industrije manjka kontekst, pa tudi sama preša učinkuje kot tujek v parkovni ureditvi. Preša je namreč iz tovarne Titan, ta pa stoji več kot kilometer stran od Parka Evrope. Zato manjka logična povezava med krajem, kjer stoji naprava in tovarno, v kateri je delovala. Zato dajem pobudo, da občina Kamnik v okviru načrtovane prenove Parka Evrope to prešo prestavi iz tega parka v središče zelenega prometnega otoka v krožišču pri tovarni Titan, kjer se srečujeta Kovinarska in Steletova cesta na zemljišču s parcelno številko 715/16 KO 19 Kamnik. Zemljišče je v lasti občine Kamnik. V bližini pa se postavi večja informativna tabla o tej preši ter tovarni Titan. Tabla naj stoji tako, da bodo besedilo pešci na njej lahko brali s pločnika. Na ta način bo ohranjeni industrijski stroj smiselno povezan s še vedno delujočo tovarno, ki stoji v neposredni bližini krožišča. Kulturna dediščina pa bo s tem javno predstavljena tudi v novem delu mesta, kar bo nenazadnje pripomoglo k bolj enakomerni razporeditvi spomenikov po mestu in njegovi dostopnosti. Preša na prometnem otoku sledi krožišča pri tovarni Titan bo po mojem mnenju optimalna rešitev tako z vidika smiselnosti lokacije kot enakomernosti razporeditve obeležij. Hvala. Odgovor je pripravila gospa Katarina Vegelj. Izvolite. Hvala in lep pozdrav vsem. Občina Kamnik je za obnovo Parka Evropa v odloku v proračunu občine Kamnik za naslednje leto namenila 20.000 evrov. V letošnjem letu so bila v parku hkrati z obnovo Tršarjevega spomenika izvedena samo nekatera nujna popravila, kot na primer sanacija zica na jugovzhodnem delu parka, popravilo kamnitih stopnic nad parkiriščem in dopolnjena hortikulturna ureditev okrog spomenika, za kar je občina prav tako namenila 20.000 evrov. Pri pregledu stanja celotnega parka je več kot očitno, da bo potrebno izvesti tudi široko prenovo parka.
Zasnova parka, ki je bila izvedena v 60. letih prejšnjega stoletja, je še vedno dobra in aktualna. Je pa na več mestih potrebno izvesti manjše in večje intervencije v smislu obnove grajenih in tudi zelenih struktur parka, kot naprimer obnova kamnitih zidcev, opornih zidov, obnova tlakovanega dela ob stari knjižnici, povezovalna pešpot preko parka, obnova poti v parku, obnova pergole, zamenjava urbane opreme, vzpostavitev vodnega motiva, obnova vodometa, prenova zasaditve, zamenjava nekaterih dreves, grmovnic in obnova travnate površine. Ker razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za celovito prenovo, bomo park obnavljali po posameznih delih. Glede predloga, da se glavna peš povezava med železniško postajo Kamnik mesto in starim mestnim jedrom poveže tako, da bo dostopna tudi za gibalno ovirane osebe in otroške vozičke, pojasnjujemo, da bomo poizkušali v naslednjem letu najprej pristopiti k prenovi tega dela parka. Ravno tako se strinjamo s predlogom, da se velika preša iz tovarne Titan prestavi na bolj logično lokacijo v bližino tovarne. Predlagana lokacija v krožišču pri tovarni Titan je mnogo bolj primerna kot v parku Evropa, ker ta element deluje kot tujek. Občina bo proučila možnost, da se ta prestavitev čim prej izvede. Prenova samega parka pa bo, kot rečeno, potekala po fazah, ker za celovito prenovo trenutno ni zagotovljenih dovolj sredstev. Ukolikor bo v zvezi s tem objavljen ustrezen razpis, se bomo vsekakor na ta razpis prijavili. Za prijavo na razpis bo potrebno pripraviti tudi ustrezno dokumentacijo, popis vseh predvidenih del, potrebno pa bo tudi sodelovanje z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije v ekran, saj je urejanje območja tega parka v njihovi pristojnosti. Hvala. Hvala, želite dopolnitev? Ne. Potem dajem besedo... Hvala. Potem dajem besedo Duškotu Papežu v imenu svetniške skupine Liste Dušana Papeža. Izvolite. Ja, in lep pozdrav tudi v mojem imenu. Moje ustno vprašanje pa je naslednje. V letu 2023 je krajevna skupnost Godič in krajani vasi Brezje nad Kamnikom predlagali izgradnjo kanalizacije, katera bi obsegala vas Brezje, Vodice in Kršič. Vse tri vasi skupaj tvorijo preko 80 populacijskih enot oziroma 80 vodomerov po podatkih komunalnega podjetja Kamnik. Samo vas Brezje ima 60 enot in se še povečuje. V vseh treh vaseh so še na razpolago zazidljive parcele, nekaj jih je že v fazi gradnje, nekaj v pridobivanju dovoljenj. Pred leti je bila narejena groba projektantska ocena za izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega voda z Brezij do Godiča, kjer je možen priklop na obstoječ vod. Cena je bila približno 30% cenejša kot izgradnja manjše čistilne naprave na Brezjah. Glede na evropsko direktivo in nenazadnje tudi na ekološko osveščenost krajanov omenjenih vasi, me zanima, v kakšni fazi je omenjena pobuda. Hvala. Besedo dajem gospodu Timoteju Štritofu. Izvolite. Hvala za besedo. Torej, naselja Brezje nad Kamnikom, Vodice nad Kamnikom in Kršič niso del aglomeracij, to je območji poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena tako, da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo ali na končno mesto izpusta. Gre torej za naselja, ki jih skladno z uredbo, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, trenutno ni potrebno opremiti z javnim kanalizacijskim omrežjem in čistilno napravo. V odloku o proračunu občine Kamnik za leto 2025 iz navedenih razlogov torej ni namenjenih sredstev za izgradnjo kanalizacijskega sistema na območju omenjenih naselij. Bi pa tukaj še dodal, da občina Kamnik vsako leto objavi razpis za sofinanciranje nakupa oziroma vgradnje malih čistilnih naprav in pa hišnih črpališč. Pri tem smo v letošnjem letu sofinancirali do 50% vrednosti brez DDV oziroma največ 2500 evrov. Hvala. Hvala. Želite dodaten vprašanje? Ok. Potem dajem besedo gospodu Miroslavu Bidru v imenu svetniške skupine Liste Mateja Slaparja. Izvolite. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Spoštovani, obračam se na vas z vprašanjem glede zaklonišča v občini Kamnik.
Prosil bi za informacije o njihovih lokacijah in dostopnosti za prebivalce. Prav tako bi me zanimalo, če so na voljo posebna navodila ali postopki za uporabo zaklonišč v primeru potrebe. Hvala za vašo pomoč. Hvala. Besedo dajem gospodu Tomažu Zabavniku, poveljniku civilne zaščite. Izvolite. Hvala. Zaklonišča v občini Kamnik so bila tako kot v večini občin v Sloveniji zgrajena po letu 1973. Skladno s takratno zakonodajo o obrambi in zaščiti. Sedaj to področje ureja Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter podzakonski akti. V občini Kamnik imamo na urbanih predelih mesta in za okolico zgrajenih 26 zaklonišč za osnovno zaščito. Lokacijo zaklonišč in objektov, v katerih so zgrajena zaklonišča, bomo skupaj z navodili napotki v prihodnje objavili na spletni strani občine Kamnik. Lokacije zaklonišč v občini Kamnik so sledeča. Dom starejših občanov Kamnik 100 mest, Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik 50 mest, Osnovna šola Marije Vere 200 mest, Vrtec Antona Medveda Kamnik 150 mest, Stanovanjska soseska Klavčičeva 600 mest, Pošta Duplica 50, Stanovanjska soseska BS2 Perovo 200, Avtobusna postaja Kamnik desno zaklonišče 200, levo zaklonišče 200, Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra 400, Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik 100, Stanovanjska soseska BS6 600, Podružnična šola Osnovna šola Frana Albrehta Pošnevlje 100, Osnovna šola Frana Albrehta 500 in pa Osnovna šola Toma Brejca 300. Ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojni se za namenom zaščite prebivalcev, živali, premoženja in kulturne dediščine v skladu z načrti odredijo zaščitni ukrepi, med katere sodi tudi zaklanjanje. Zaklanjanje ogroženih in prizadetih prebivalcev se izvaja v primeru, ko z drugimi ukrepi ni mogoče zagotoviti njihove varnosti. Preden se zaščitni ukrep zaklanjanja odredi, se oceni stanje na podlagi informacij pridobljenih strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter drugih pristojnih služb, ki zbirajo in obdelujejo podatke ter vodijo sistem za zgodnje opozarjanje. Za uporabo zaklonišč so izdelana posebna navodila in napotki za uporabo zaklonišč. Navodila za uporabnike določa tako imenovani zakloniščni red, ki mora biti izobešen v vsakem bivalnem prostoru zaklonišča. Zakloniščni red določa dolžnosti in omejitve, ki uporabnikom zagotavljajo nemoteno bivanje v zaklonišču. Sestavni del zakloniščnega reda je tudi načrt zaklonišča z označenimi prostori in poudarjeno z označenimi izhodnimi potmi. Občina Kamnik je v letu 2022 ob začetku vojne v Ukrajini pričela s pregledom vseh zaklonišč ter z obveščanjem in osveščanjem lastnikom, da morajo biti zaklonišča izpravna in pripravljena za uporabo. Tudi v prihodnjih letih bomo skupaj z zakonodajo in navodili Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje izvajali preglede in redna vzdrževalna dela. Občina Kamnik se prizadeva za varnost vseh prebivalcev in bo zagotovila, da bodo zaklonišča ostala v ustreznem stanju za morebitno uporabo ob izrednih dogodkih. Hvala. Želite dopolnitev? Hvala. Dobro.